Smatram, da gospodarstvo nima prave podpore strani bančnega sektorja. Bančni sektor ima svoje probleme, katero se ne bi uhajal. Na vsakem trenutku bi moral usposobiti bančni sektor, da bi lahko kreditiral gospodarstvo. Gospodarstvo čuti, da so krediti vedno bolj težko dosegljivi, ročnost je vedno krajša, obresti so vedno višji. To pomeni, rešitev iz tega je to, da je potrebno sanirati bančni sektor in bančni sektor se mora zavedati, da mora spremljati gospodarstvo. Enotni smo, pravne države nimamo. Vendar pravna država kaj je? Pri pravni državi razumem vse državne inštitucije, od predsednika države, vlade pa do občin. Prav tako smatram, da tu so tudi določeni organi, ki nadzorujejo pravno državo. Sodišča ne morejo tako dolgo razsojati. Ne more biti dejansko dolžnik favoriziran pred upnikom. Ne more tisti, ki je storil neko krivico, biti favoriziran pred tistim, ki je oškodovan. To pomeni, pravna država se mora drugače izvajati. Zakoni so, mislim, da pravi, edino izvajanje neustrezno. Če danes se pogovarjamo z nekim starejšim odvetnikom, bo rekel, da ne more oceniti, kako bo kakšna sodba. To pomeni, v preteklosti se znalo napraviti scenarij, znalo se dejansko nekaj predvideti. Danes na področju sodišča ne. Prav tako postopki so enormni dolgi. Dodatno k temu insolvenčna zakonodaja. Nemogoče je, da nekdo, ki oškoduje delavce, oškoduje dejansko upnike, oškoduje vse po vrsti, tudi državo, na koncu je še vedno dalje favorizirani, sposoben dejansko stečajni upravitelj. V vsakem primeru je potrebno zagnati infrastrukturne investicije. Politika je dejansko uničila gradbeništvo, zato mora politika nazaj zagnati gradbeni sektor. Vemo, multiplikativni faktor gradbeništva, to je že dokazano. Zato lahko le preko tega sektorja napravimo največji zagon. Prav tako morajo banke bolj spremljati dejansko razvojne projekte, verjeti morajo gospodarstvu, sigurno ne rabijo za vsakšno svojo naložbo zahtevati dvakratno, tretjo zagotovilo varovanje. Mislim, da je dejansko zaupanje potrebno strani bank do gospodarstva. Oziroma sploh zaupanje je tisto, ki je dejansko v Sloveniji čisto na psu. Pri izvozu, oziroma pri internacionalizaciji, moramo preiti k konkretnim dejanjem. Izvozniki ne potrebujemo pomoč. Izvozniki potrebujemo dejansko pomoč v smislu razbremenitve gospodarstva. Izvozniki smo edini, ki smo od leta 2008 do danes dejansko dosegli nivo realizacije pred krizo. To smo dosegli tako, da smo se dejansko prestrukturirali, da smo poiskali notranje rezerve, več dalje ne moremo. Pričakujemo, da tudi država svoje naredila, da nas razbremeni. Pri tem mislim na vitkost države, mislim na javni sektor, to pomeni na nek način nam pomagati. To ni pomoč, to je nujno zlo, kajti če se to ne bo zgodilo, vprašanje, kako dolgo lahko še izvozniki bijemo trdo bitko z konkurenco z vzhoda in zahoda.